pozdrav zopet na novem vlogu. Če še niste, kliknite znakec naroči se in pa stisnite zvončka, da vam pozvoni, ko prija nov video ven. Kaj se bo danes dogajalo? Ukvarjamo se z pripravo na setev detelj. V obdelavi je približno okoli 17 hektarov, mogoče plus minus kaj, ne vem čisto točno. Tako da pripravljamo, pa še nekaj za stranke za koruzo pripravljamo, v glavnem pa detlamo. Tako da tolele pol pripležemo vrtavkasto brano, bomo ene par parcel povrtavkali, uredimo tudi nove meje za nove parcele, pol se pa lotimo same setve, no, tako da ja. Jaz sem na krožnih branah, foter je pa že na Cambridge Valju, je pa tudi šel ene par parcel že malo povalati, tako da je zdrobil grudje in pa pripravil, da bo zasetel. Tako da ja, no, firma v polnem pogonu, pa upajmo, da to zrihtamo čim prej, no. Čakamo pa tudi dež, no, tako da bo začela rasti. Drugače smo se pa, se pravi, dopoldne ukvarjali z malimi flikami, tam maksimalno je bilo 60 arov, meni se zdi. Pa dvakrat smo mogli čez, ker je bila res, bi rekel, veliko je bilo plevela oziroma trave in so bili tisti šopi in je bilo tudi treba to iti večkrat čez. Pa še tudi težja zemlja, zdaj smo pa končno na eni lepi parceli, mislim, da je slabe 4 hektare, pa res lepo se dela, no, tako da sem zadovoljen. Foter je pa zdaj tudi prišel s Cambridge Valjem, da že v bistvu bolj ravna, pa drobi tudi grude, evo zdaj bo glih šel mim. Tako da v bistvu predpriprava za setev, tako ko se šika. Zdaj pa prednji gremo vrtavkat, imamo pa še eno veliko parcelo za narediti, in sicer 7 hektarov pa pol, nekaj takega, nekaj smo že zanč s krožnim branjem delali, zdaj imamo pa še ta del, ko je bil v jeseni, se pravi za oran, ker je imel en drug kmet v najemu, zdaj imamo pa mi, tako da je v bistvu se kar zarastlo, zdaj imamo pa s krožnim branjem tole spucali, pa poravnali, boš bilo sicer, če ne bilo zarano, ampak kaj čemo, ne, če že je, bomo mi to poglihali. Tako da, ja, v bistvu se bo šlo s krožnim branjem, pa v zadnji s Cambridgeom, pa bo v bistvu pripravljen za samo setev. Tako da, ja, no, sem kar zadovoljen, kako se dela. Je pa taka, no, parcela, en del je dober, drugi del je pa malo bolj moker. Tako da bomo videli, kako bo uspela detla gor, no. Ruka pa nenormalno, tako da še dobro je traktor tuk zmeten, tako da tole gre čez. Drugače pa ja, fajn je imeti GPS, ker pri takih parcelah že kar profitiraš nekaj, no. Tako da, ja.
Zdaj pa da vam obrazložim, kaj vse se dogaja. Se pravi, prejšnjih dneh smo se ukvarjali z novo sejanco, ali Soršek je prišel narediti zagon, tako da smo v bistvu cel dan se učili, nastavljali stvari, spoznavali sejanco. Šlo je kar v redu, nekaj smo celo posijali, ampak je pa še dosti stvari, ko se jih bo treba navaditi. Tako da s tem smo se ukvarjali, potem smo še pripravljali neki parcel za usluge, za koruzo, poseto koruze, potem smo pa tudi še pripravljali neki manjših parcel za nas, za setev detle oziroma nekje tudi cerne. Tako da ja, danes pa smo mislili sijati, glih pride seme danes, ampak je malo dež, malo mokro, tako da se bomo po moje lotili kar do gnojevanja žit, ker tukaj dežja pa ni pali, da bi bil problem. Tako da ja, zdaj gremo eno potino poglihati, tako da bomo lahko bolj varno vozili s cisterno, tako da tole naredimo, natankali smo traktorje, ker je šla cena dol, zdaj je mečkam celo pala. Tako da ja, to se je dogajalo na hitro, na kratko, ker si ga snemal vmes, ker sem se rajši sredotočil res na samo učenje. Tako da ja, dajmo štartati. Akcija. Evo nas, prva fura je bila že odpeljana, testna, vse je šlo po planih, tako da tale je zdaj druga. Najprej smo mogli še, se pravi, zmešati obe jame, pa cevidati noter, tako da delamo pa isto kombinacijo, pa isto dozo kot prvič, ko smo dognjevali, tako da tisti, kjer še niste videli, skočite pogledati za nazaj vlog. Tako da, ja, zdaj bomo pa videli, no, teren je dosti suh, zgoraj je sicer malo mokro od dežja, ko je padel po noči pa zjutraj, ampak nič kaj hudega, tako da v bistvu teren še zmeri super za dognjevati, pa še gnojevka se bo zdaj bolj šopila, tako da v bistvu računamo na kar dober rezultat. Zdaj pa dajmo čim prej pognojiti tole. Poteka že 7. fura na to parcelo, tako da mislim, da smo kar hitri, časovno je to 3 ure pa pol bomo izdelano, v bistvu tale, zdaj bomo štartali, tako da veliko bo preče kar v redu, glede na to, da je eno izmed bolj oddaljenih parcel, 5 km približno, tako da ja. Bomo pa še eno dol v Urbini, tiste imamo pa za 3 za zapeljati, tako da ne vem, če nam bo vse ratalo danes, no. Tukaj imamo še 2, tako da ja, bomo videli, no, če nam pa jutri poštukaj,
Sicer reče, da bo po noči spet neko dež, bomo videli, koliko bo, tako da bomo sprot pol planirali. Ampak ja, dajmo. Zabilo se je, pa pojmo pogledati. Drugače pa sem se vmes spomnil, zadnjič vas je veliko spraševali, kako to, da nimamo stezke, glede na to, da dognojujemo, pa se pravi češemo, ne. Razlog je preprost, zaradi tega, ker če bi hočeli imeti steze za cisterno, bi mogle biti zelo široke, kar bi pomenilo, da bi bilo veliko svetlobe, veliko plevelov, tako da v bistvu je najbolj enostavno, če tam raste žito, da v bistvu naredi senco, da ni tam plevelov. Tako da ja, simpel. Tako, bila je težava v desnem mlinčku, zdaj smo spodaj odprli zavesco, je ven stakl, pa smo zaobrnili mlinčke, tako da je zdrobilo. Ne vem, kaj točno je bilo noter, da se tudi ne vidi, ker je v bistvu spodaj luža gnojke, tako da gremo naprej. Vse spet laufa tako more, tako da pičimo naprej. Drugač pa, dobro, da se kaj zgodi kaj takega, ne? Da je bolj zanimivo za vas zagledati. Končali smo zadnji moment, zdaj se je pa vsi podež, tako da top, ena parcela fertik, tiste dobre 2 hektare sta še ostala za pognojiti, ampak tiste bomo pač jutri ali pa, ko se bo obsušilo, v glavnem ni take panike. Važno, da je to velika parcela fertik. Zaprli smo še jame, parkirali traktor s cisterno, štali so že fertik. Na fujtre bomo pa zjutraj preden skočimo na faks. Tako da je to za danes, pa za ta vlog. Tako da se vidimo naslednjič. Upam, da ste uživali, napišite kak komentar. Pa ja, ajde ga, čau!